vrtcu Laura si že 25 let prizadevajo, da bi otrokom nudili toplino doma ter ustvarili družinsko ozračje, kjer sta temeljni vrednoti varnost in sprejetost, predvsem pa prizadevanje, da vsak otrok začuti, da je dragocen in ljubljen. V vrtcu Laura, ki sledi načelom svetovno priznanega vzgojitelja Janeza Boska, je tako vzgoja preprosto stvar srca. Vsi zaposleni v vrtcu Laura si prizadevamo, da bi najprej oblikovali svoje srce, kjer bo prostor za veselje, ljubezen, dobroto, potrpežljivost, Boga, za mir. Zato si vzamemo čas za medsebojne odnose, za medsebojna srečanja, molitev, redne pedagoške sestanke, duhovne obnove in druga srečanja, ki nas krepijo v medsebojni povezanosti. Utrjujejo duha in nam dajo moč za vzgojno poslanstvo. To je tudi ključ, da pridemo do srca otrok, da skupaj z otroki ustvarjamo dom, družinsko ozračje, kjer so temeljne vrednote, varnost, sprejetost, predvsem pa, da vsak res začuti, da ga imamo radi in da smo ga veseli. Po kakšnem programu pa vzgaja in izobražuje vrtec Laura, ki obsega enoti v Murski Soboti in na Tišini? V našem vrtcu delujemo po kurikulumu za vrtce, ki je javno veljavni program in obsega 6 področij: matematiko, jezik, narava, družba, umetnost, gibanje. Poleg tega pa naš program bogatimo zagotovo z verskimi vsebinami. Zato se otroci srečajo s Svetim pismom, molitvijo, spoznavajo svetnike, praznike, skupaj pojemo. Tako spodbujamo zares otrokov celostni razvoj. Zato, ker dejansko vse te dejavnosti vključujemo v vsakdanje življenje in delovanje. Malčke smo z našim obiskom zmotili med njihovimi vsakodnevnimi aktivnostmi, ki so usklajene s kurikulumi za vrtce, vendar vseeno v svojem bistvu nekoliko drugačne in posebne. Dan se začne z zbiranjem v osrednjem prostoru oziroma igralnice, kjer se zbirajo otroci iz vseh 3 skupin. Potem poteka kakšna dejavnost, kakšno igranje s kockami, pa te stvari. Potem okrog 8 ure je zajtrk, zato grejo otroci po svojih igralnicah, nato sledi usmerjena dejavnost po kurikulumu za vrtce. Po usmerjeni dejavnosti gremo na igrišče ali na kakšen kratek sprehod. V primeru, da je daljša dejavnost, pa izkoristimo tudi teraso. Nato sledi kosilo, počitek. Posebnost vrtca je, da ne grejo vsi spat, tako da imamo za tiste pripravljene popoldanske dejavnosti, nato pa malica in odhod domov. Ob osnovnem programu pa se vrtec na različne načine povezuje tudi s starši otrok in sodeluje v raznovrstnih projektih. Prvi stik starši je seveda uvajanje otroka, predtem pa imamo sestanek za starše novincev, ko se seznanijo s programom vrtca, z načinom dela, se srečajo z vzgojiteljicami in se pogovorijo o uvajanju otroka. Uvajanje pa poteka tako, da pridejo z otrokom v vrtec, ostanejo prvi dan malo z njim, potem pa postopoma podaljšujemo njegov samostojni čas bivanja v vrtcu. Potem imamo tudi vsakodnevno izmenjevanje informacij z vzgojiteljice, kot pomočnice so tudi na voljo, da vsakodnevno povemo, kaj se je dogajalo v vrtcu, če starša seveda to zanima. Povabimo enkrat, dvakrat, mogoče 3-krat na leto, odvisno od potrebe, tudi na individualni poglobljen pogovor o otroku. Tako govorilne ure temu pravimo, ne? Na željo staršev ali na željo vzgojiteljice. Potem je zelo pomemben tudi prvi roditeljski sestanek, ko se srečamo družine celega vrtca, pa tudi v oddelku, potem povemo, kaj se bo čez leto dogajalo. Pripravljamo tudi delavnice za stare starše, delamo adventne venčke z njimi, pa enkrat maja se srečamo, takrat zelo radi pridejo, v velikem številu se udeležijo.
Pripravljamo tudi športne popoldneve, praznik staršev praznujemo, ima pa tudi vsak oddelek 2 do 3 srečanja na leto znotraj skupine, da se družine malo spoznamo in podružimo. Sodelujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, z občino Murska Sobota enkrat na leto povabimo župana k nam na obisk, potem se udeležimo dan brez avtomobila, dejavnosti v centru mesta. Sodelujemo pa tudi z zdravstvenim domom Murska Sobota, gre se za zobozdravstveno preventivo. Prihajajo k nam, da se otroci učijo ščetkati zobe in ustne higiene, tudi higiene rok. Tradicionalni slovenski zajtrk je zdaj že 4. 5. leto. Sodelujemo tudi na natečajih, Saubermacher, odpadno je uporabno ali naravne in druge nesreče. Vključeni smo v Cici veselo šolo in pa v projekt Zdravje v vrtcu, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vsako šolsko leto pa v vrtcu Laura sledijo določeni prednostni nalogi. In to letošnje leto smo se vzgojiteljice odločile, da bomo malo bolj posvetili svoj čas športu. In sicer, tako kot vidite, tudi otroci so različno razgibani, tudi motorika je različno razvita pri različnih otrocih in smo ugotovili, ker nekateri dlje časa tudi presedijo pred kakšno risanko na kavču, da je zelo dobro, da se v tem letu malo več posvetimo gibanju. In sicer na ta namen, da se otrok telo dobro razvije, tudi kakšne koordinacije, rok, nog. Lepo je tudi, da je vzdržljivost, da si pridobi moč in s tem namenom je ta naš projekt celo leto tako zavzel naš prostor. Zato se mi kar vsakodnevno, če se da, tudi gibamo zunaj. Razen, ko je kakšno neprijetno vreme ali preveč hladno ali vetrovno ali deževno, takrat imamo pa gibanje tukaj notri. Življenje v vrtcu Laura poteka v starostno kombiniranih oddelkih, kjer otroci lažje razvijajo čut za odgovornost in nežno obzirnost. Naš vrtec je katoliški vrtec s koncesijo, je pa poseben zlasti v kombiniranih skupinah. Kombinirane skupine omogočajo, da so skupaj bratci pa sestrice, kar pomeni, da starejši si vzamejo skrb za mlajše, mlajši se učijo od starejših in so si na ta način vzpodbudo. Poleg tega zagotovo naša značilnost je obogatitveni program, ki sem ga že omenila, vse vsebine, ki jih dodamo, in pa predvsem oseben odnos, ki ga želimo imeti do vsakega, od otrok in tudi njihovih staršev in družin. Zanimalo pa nas je tudi, ali se lahko v vrtec vpišejo le otroci, ki so vzgajani v rimokatoliški veri, ali le ta odpira vrata tudi drugim verskim skupnostim. Naš vrtec je odprt vsem, ne glede na veroizpoved, socialni status, kraj, družinske razmere, za vse je, prostor za vse. Torej ni pogojen s pripadnostjo rimsko-katoliški veroizpovedi, ne? Prednost zagotovo imajo otroci iz občin, tukaj v Soboti iz mestne občine Murska Sobota, na Tišini iz občine Tišina. Vpisujemo pa otroke tudi od drugod. Edini pogoj, če lahko temu tako rečem, je, da ob vpisu starši, ki vpišejo otroka, sprejmejo to, kar mi tukaj živimo in delamo in dajemo otrokom. Proces vzgoje in izobraževanja v vrtcu Laura spodbuja otroke k samostojnemu reševanju izzivov, predvsem pa poteka v duhu topline in prijateljstva, med objemi in veselju, ki ga otroški obrazi nosijo v vrtec in ga nesejo v svet.